V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami. Dobro jutro, dober dan, lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Preden vstopimo bolj v mašo, bi vas želel samo še enkrat upozoriti in se vam hkrati tudi zahvaliti. Tisti, ki malo spremljate medije, veste, da število okuženih in tudi število obolelih s koronavirusom v Sloveniji zopet narašča. Vsi imamo izkušnjo tega, kako smo preprečili, kako smo ravnali v času prvega vala, prvega vrha. Tudi danes imamo na voljo enaka sredstva, enake postopke. Pa vas res povabim, da zato, da pazimo svoje zdravje in da pazimo zdravje drugega, da se teh postopkov res držimo, da si nataknemo masko, predno vstopimo v cerkev, da si razkožujemo roke, da držimo varnostno razdaljo, ne samo, ko sedimo, ampak tudi, ko vstopamo, ko pridemo k obhajilu, ko gremo nazaj ven. Ni taka nuja, da bi mogli vsi naenkrat vstopiti in vsi naenkrat zapustiti cerkev. Glejmo drug na drugega, spoštujmo drugega. Ne gre samo za to, da bi mogli varovati svoje zdravje, ampak veste sami, kako zahrbten zna biti ta virus, ki ne pokaže na človekovem telesu takoj vseh simptomov in smo lahko prenašalci, ne da bi vedeli. Vas povabim tako, da pomislimo kdaj na to, ne samo, sej, jaz se ne morem, mene ni tak škoda, tudi če se okužim, morda sem jaz prenašalec, pa bom s tem, ko imam masko, ko roke razkožujem, ko držim razdaljo, morda druge obvaroval in obvaroval njihovo zdravje.
Danes, čeprav je nedelja, ne obhajamo 14. navadne nedelje, ampak obhajamo slovesni praznik dveh za Slovane in za Slovence pomembnih svetnikov. Danes zgodujeta sveti Ciril in Metod, po rodu Grka, ki pa sta vse svoje življenje posvetila širjenju evangelija med Slovani. Živela sta v 9. stoletju, nista bila prva, ki sta evangelizirala, pač pa sta ga oznanila Kristusa na tak način, da sta pridobila dovoljenje za to, da sta lahko bogoslužje obhajala v slovanski kulturi, v slovanskem jeziku. Druge po svetu njun god od koncila naprej obhajajo v februarju. Mi smo ohranili postavitev goda še iz leta 1880 in torej na današnji dan obhajamo slovesni praznik. Ciril in Metod sta hkrati tudi sozavetnika Evrope, sta tudi zavetnika ljubljanske nadškofije. Sta nam po eni strani zgled, kako posvetiti življenje drugim in dati svojemu življenju smisel. Po drugi strani sta nam tudi priprošnika, da bi znali tudi mi na začetku te svete maše. Priznajmo, da nismo vedno tako goreči, kot sta bila ona dva, da smo velikokrat mlačni, da smo velikokrat medli in megleni, da je naša volja krhka, da je naša volja šibka. Prosimo odpuščanje Boga in drugega, da bomo pripravljeni obhajati to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu, vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zanje Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospodu, smili se. Kristus, usmili se. Gospodu, smili se. Slava Bogu na višavah. Amen.
To svetomašo darujemo za žive in pokojne župljane, za pokojno Jožefo Muhič in Jožeta Koželj, za pokojnega Stanislava Prah na 30. dan. Molimo. Vsemogočni Bog, Oče vseh ljudi, veliki družini slovanskih narodov si dal sveta brata, Cirila in Metoda, za apostola evangelija in učitelja krščanske omike. V svetem duhu nas razsvetljuj in vodi, da bomo po njunem zgledu in priprošnji služili svojemu ljudstvu ter ostali trdni v veri in ljubezni do cerkve. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz proroka Ezekijela. Tako govori Gospod Bog. Glej, jaz sam bom skrbel za svoje ovce in bom gledal nanje. Kakor pastir gleda na svojo čredo, ko je med svojimi razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz pogledal na svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temnega dne. Pripeljem jih izmed ljudstev in zberem jih iz dežel ter privedem v njihovo deželo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih deželi. Na dobri paši jih bom pasel. Na Izraelovih gorskih višinah bodo njihovi pašniki. Tam bodo počivale na ljubkem pašniku. Imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah. Jaz sam bom pasel svoje ovce in jaz jim bom nudil počitek, govori vsemogočni Gospod. Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam, zdrave in krepke obvarujem. Pasel jih bom, kakor je prav. Božja beseda. Thank you. Amen.
Drugo berilo, apostol da tudi svoje življenje. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Bratje in sestre, v našem Bogu smo se posrčili, da smo vam z velikim trudom oznanili Božji evangelij, četudi smo, kakor veste, prej v Filipih trpeli in bili zasramovani. Kajti naša pridiga ni iz blodnje, ne iz nečednih nagibov ali zvijačnosti, temveč govorimo tako, kakor nas je Bog imel za vredne, da nam je zaupal evangelij. Ne, kakor bi hoteli ugajati ljudem, ampak Bogu, ki preizkuša naša srca. Kajti nikoli nismo bili prilizneni v govorenju, kakor veste, nikoli iskali prilike za lakonost, Bog je priča. Tudi nismo iskali človeške časti, ne pri vas, ne pri drugih. Kot Kristusovi apostoli bi mogli biti oblastni, toda nastopili smo med vami milo, kakor neguje mati svoje otroke. Tako smo v blagočutju do vas pripravljeni dati vam ne samo Božji evangelij, ampak tudi svoje življenje, ker ste se nam priljubili. To je Božja beseda. Pojdite in učite vse narode, govori Gospod. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Gospod z vami iz svetega evangelija po Johannesu. Tisti čas je Jezus govoril, jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži. In volk jih pograbi in razkropi. Ker je najemnik in za ovce ni skrbel. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna oče in jaz poznam očeta. In svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleba. Tudi tiste moram pripeljati. Poslušali bodo moj glas in bo ena čreden, en pastir. Poslušali smo Kristusov evangelij. Današnja Božja beseda odgovarja glavnemu poslanstvu današnjih slavljencev in nam prinaša različne odlomke iz Svetega pisma, ki govorijo o vodstveni funkciji, o vodenju ljudi in primerja vse to vedno znova s prispodobo pastirja. Slišali smo že v prvem berilu, kako po preroku Ezekielu Bog obljublja, da bo on sam tisti, ki bo pastir svojemu ljudstvu. Pravi, jaz sam bom skrbel za svoje ovce in bom gledal nanje, kakor pastir gleda na svoje čredo. Bog obljublja, da pride dan, da pride trenutek, da pride obdobje, ko ne bodo več pastiri ljudje, ampak bo pastir on sam. Ta obljuba se uresniči v Jezusu. V človečenem Božjem sinu Bog sam pride na zemljo, pride na svet, da bi vodil svoje ljudstvo. In
V tem smislu se Jezus tudi predstavi kot dobri pastir, kot tisti pravi pastir, pravzaprav edini pravi pastir. Edini pastir, ki naj bi bil, ki naj bi ga ljudje imeli. Ker je edini, ki vodi z ljubeznijo, ki vodi brez kakršnekoli druge računice, oziroma, kot se opiše Jezus, dobri pastir je tisti, ki da svoje življenje za ovce. V slovenščini uporabljen glagol dati že skoraj pomeni toliko kot darovati oziroma žrtvovati. Ampak izvirni glagol v grščini ga lahko morda bolj prevedemo kot položiti ali pa morda celo posvetiti. Si predstavljate, podobno kot starši za otroke, tako tudi pastir, tisti, ki je res pastir za svoje ovce, ne gre za to, da bi moral takoj umreti, oziroma vse ni cilj. Ni cilj, ker če pastir umre, potem čreda ostane brez varstva. Ampak gre za to, da je pastir pripravljen vse svoje življenje posvetiti delu za ovce. Seveda, če je treba, jih tudi brani, ampak v prvi vrsti jih ljubi, skrbi zanje, jih vodi, jim pregovarja. Spet smo pri prvem berilu, kjer opisuje, po proroku Ezekielu, Bog opisuje, kaj dela s svojimi ovcami, kaj dela Bog z ljudmi, izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežen, bolne pokrečan, zdrave in krepke obvaljen. Na ta način dobri pastir pase svoje ovce, pase, kakor je prav. In v tem smislu Jezus želi še enkrat več zagotoviti, da je on tisti, ki je dobri pastir, ki svoje življenje popolnoma posveti svojim ovcem, da jih vodi v življenje. Ovce so njegove in jih ljubi, kakor ljubi svoje življenje, kakor ljubi samega sebe. Jezus uresničuje to največjo zapoved, ki jo na nek način daje tudi nam, da bi mi drug drugega ljubili, kakor nas je on ljubil. In on ljubi nas, kakor samega sebe. Ali pa še bolj. Da bi znali prepoznavati in tudi razločevati. Ker Jezus postavi potem tudi nasprotje pastirju, ki pa je najemnik. Najemnik je nekdo, ki ni pastir in ovce niso njegove. Razlika je predvsem v tem, kaj je v središču pozornosti. Pri pastirju je središče pozornosti to, da služi ovcem, da svoje življenje posveti temu, da se bodo ovce imele dobro. Nekdo, ki je najemnik, obratno, so ovce tiste, ki služijo njemu, ker zaradi tega ono zasluži nekaj denarja, da bi plačal. Ovce služijo njemu. In seveda, ko pride volk, in vedno pride kak volk, vedno pride kak sovražnik, takrat se zelo jasno pokaže razlika med nekom, ki je pastir in so ovce njegove, in med nekom, ki je najemnik. Pravi Jezus, najemnik ovce pusti in zbeži, ker je najemnik in ovce niso njegovo. Njegovo življenje je bolj pomembno kot te ovce. Dobri pastir je pa tisti, ki je ovce pripravljen varovati tudi za ceno svojega življenja. Volkovi vedno pridejo, Jezus tudi svoje učence pošilja, kako javneta med volkove. Volkovi so lahko v prispodobi karkoli je nam sovražno, karkoli je nam ljudem škodljivo, vse, kar nam ne koristi, tako ali pa drugače. Nekateri volkovi imajo imena, ampak večina tega, kar nam škodi, je morda
celo brez imena, je tako prikrito, prihaja nekje v ozadju, kot ena misel, kot en pogled na življenje, en pogled na svet. Velikokrat prihaja kot obup, velikokrat prihaja kot brezup, neko pomankanje zaupanja in vere v dobro, v to, da se bodo stvari bile izboljšale, v to, da nam bodo v redu. Velikokrat prihaja obup kot misel, ki nam življenje slika črno, nam vse kaže samo v luči trpljenja, da bi obupali in predvsem, da bi nas razkropil. Smo slišali že v prvem verilu zopet, pastir je tisti, ki zbira. In tudi Jezus je tisti, ki ima namen vedno znova ovce zbrati. Volk prihaja pa zato, da ovce razkropi. Na ta način bomo lahko prepoznali volkove tudi v našem življenju. Vse tisto, kar nas oddaljuje enega od drugega, kar naše odnose ohladi, kar naše odnose vnaša jezo, zamero, morda celo sovraštvo, nek odpor, hladnost, oddaljenost. Takrat je volk na delu in takrat je treba svoje oči upreti v pastirja, ki je tisti, ki zbira. Dobri pastir, pravi Jezus, še enkrat ponovi, jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna oče in jaz poznam očeta. In svoje življenje položim za ovce. Svoje življenje posvetim ovce. Jezus je tisti pastir, ki pozna svoje ovce, gre za bližino, gre za ljubezen, gre za poznavanje, predvsem pa to, da nas kliče po imenu. Če pozorno beremo evangeljske odlomke, bomo opazili, da Jezus, ne glede na to, koliko ljudi je pred njim, koliko ljudi potrebuje njegovo pomoč, Jezus nikoli ne ozdravlja množic. Da bi rekel takole razprošno, vsi ozdravite. Jezus pozdravlja vsakega posameznika, si vzame čas in se mu posveti in ga pozna po imenu. Za Jezusa nikoli nihče ni anonimen, da se ne bi v resnici nikoli od nas nihče čutil spregledanega, nihče čutil samo številka in v Božjih očeh manj pomembno. Mi smo vsi v Božjih očeh izredno pomembni. Vsakega od nas Bog pozna po imenu in nas kliče po imenu. Da bi se zavedali, da smo dragoceni, da bi se zavedali, da smo v Božjih očeh res ljubljeni. Jezus potem pravi še na koncu, da ima še druge ovce, ki pravi, ki niso iz tega hleva in tudi tiste moram pripeljati. Vsakem našem življenju, v svojem življenju kako ogrado, ki nas ovira, ki nas zasužnjuje, ki nam jemlje svobodo. Tukaj morda Jezus v resnici govori najprej o Izraelcih in potem še o drugih ljudstvih, ampak ravno tako si lahko predstavljam, da vsakega od nas Jezus želi izpeljati iz ograde, v katero smo ujeti in v kateri nismo svobodni. Jezus ne pravi, da nas bo vse pripeljal v en drug hleb, ampak govori o čredi, o eni čredi, da bo vsa ljudstva, vse ovce združil, zbral v eno čredo. Zato da podari to, da želi nam vsem svobodo. V prvi vrsti svobodo. Zaključi pa s tem pravi, ovce bodo poslušale moj glas in bo ena čreda, en pastir. Tukaj ni napaka v prevodu, da bi se v prevodu zgodil veznik.
ena čreda in en pastir. Da bo ena čreda, ki bo imela enega pastirja. Zato, ker Jezus želi poudariti, da na dolgi rok ne želi ohranjati te razlike. Vi ste ovce in jaz sem vaš pastir. Ampak želi, da bi mi vsi postajali njemu podobni. Da bo čreda in pastir eno. Da bo Bog v nas vseh in bomo mi v Bogu. Da bo en pastir, ena čreda, en pastir. K temu sta bila poklicana Ciril in Metod, ki sta, kot rečeno, iz rodne Makedonije, iz Grčije, svoje življenje posvetila drugemu ljudstvu, drugim narodom, in to popolnoma, da jih imamo mi, Slovani, danes za svoje, medtem ko jih Grki nimajo. K temu smo poklicani mi vsi, da bi rasli v podobnosti z našim pastirjem, da bi se od njega učili, mogoče predvsem to, da bi ga gledali, da bi ga opazovali, da bi v tem, kar Bog dela za nas, v tem, kar Jezus dela za nas, prepoznali tisto lepoto, ki je vredno slediti. Ker kot pravi sveti Avguštin, na koncu sledimo temu, kar nam je všeč. In če nismo pozorni, se velikokrat lahko pustimo zavest enim stvarem, ki so nam na prvi pogled morda všeč, pa šele potem, ko je zelo pozno, morda včasih prepozno, opazimo, da smo se ušteli. Da bi v resnici iskali Jezusa, ga opazovali, se od njega učili, mu postali podobni, da bomo lahko tudi mi, kdaj, komu, vse približno to dobre pastiri, kot ga opisuje Jezus, ko govori o sebi, da bomo lahko tudi mi drugemu kazali pot s tem, ko bomo zvesti, s tem, ko bomo ljubeznivi, ljubeči, ko bomo spoštljivi, ko bomo pozorni na potrebe drugega, tako kot smo pozorni na potrebe samih sebe. Takrat bo Božje kraljestvo na delu, takrat bo Bog v nas in takrat bo obstajalo v resnici tudi upanje, da bo nekoč Bog v nas vseh. Vas plano postavimo in skupaj sprejemo naš pogled. Verujem v enega Boga, Očeta vsem močnega, stvarnega in vsega, vseh in vsega, enega Gospoda, Jezusa Hristusa, edino enega Sina Božjega, ki je začeta pravnega vsega in je Boga podala, luč od oči, pravi Boga podkrajega Boga, pravnega enostavnega, enega bistva začetega in je po njem vse ostale, ki je zaradi nas in zaradi našega začetega, prišel iz nebes in se prinesel v svoje Bogu, izmaja recite in postala človek, ljubi tudi bližnje za nas, od konca in Pilata in bil prav Božje. In tretji dan je mrtev vstal, povečeval nesmutna in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovega in v svet prišel vstal sodati živele mrtve in je dolno kraljestvo in vsega dobra, Gospoda, ki je živela, izhaja začetega Sina, ki je začetega Sina na mojega naslednja, ki je dobro in ne v svetu, katolično in apostolsko cerkev, priznamo enega poslušanja preko in pričakujemo ustvarjanja in življenje preko in preko. Amen. Drage sestre in brati,
Slovesni praznik naših slovanskih apostolov in učiteljev Cirila in Metoda je praznik hvaležnosti za Kristusovo blagovest in krščansko omiko. Obenem pa priložnost, da zaupno prosimo za Božjo pomoč in varstvo našemu ljudstvu, zato goreče prosimo, Jezus usliši naše prošnje. Jezus usliši naše prošnje. Prosimo za Božjo cerkev v našem narodu in vseh slovenskih ljudstev, da bo vztrajna in neutrudna pri oznanjevanju blagovesti v našem času. Prosimo za vse slovenske škofe in njihove pomočnike, da bi v gorečnosti in podjetnosti posnemali sveta brata. Prosimo za vse slovanske narode, da bi živeli v miru, slogi, duhovnem in zemeljskem napredku in v edinosti vesoljne cerkve. Prosimo za vse, ki trpijo, posebno za zapostavljene in poniževane zaradi vere in zvestobe cerkvi, da bi nikoli ne obupavali. Prosimo za vse, ki vzgajajo mladino, oblikujejo našo omiko, znanost in umetnost, da bi služili večni modrosti in lepoti. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom COVID-19 in drugih bolnikov ter njihovih svojcev v naši domovini in po svetu. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo. Jezus, dobri pastir, tvoje ljudstvo smo, tvoje ljubljene ovce, usliši naše prošnje in nas vse združi v edinosti vere in ljubezni, za kar sta naše prednike navduševala sveta brata. Tako bomo vsi zbrani v tebe, ki živiš in kraljuješ vekoma. Amen.
sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to našo skupno praznično daritev. Dobri Oče, na slovesni praznik slovanskih apostolov Cirila in Metoda te častimo s svetim bogoslužjem v domačem jeziku. Naj nam ti darovi pomnožijo ljubezen in spoštovanje do bratov po veri in vnemo za krščansko edinost po Kristusu našem Gospodu. Gospod, z vami? Viškov srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuješ s praznikom svetih Cirila in Metoda. Zgledom njunega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njunim oznanevanjem nas poučuješ in na njuno proprošnjo nas varuješ. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno pojemo. Sveti Oče, slavimo te. Ti si zmeraj z nami na naši poti. Posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere pobedo ljubezni. Kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se ti zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, smrta zvonjamo, Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanimo delo tvoje ljubezni.
Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ostal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in nas prenovi, da bomo njemu podobni. V edinosti z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, z drugimi škofi, duhovniki, diakoni in z vsem tvojim ljudstvom. Daj, da bomo vsi udje cerkve razumeli znamenja časa in bomo rasli v zvestobi tvojemu evangeliju. Odpri nam oči in srce za ljudi okrog nas, da bomo z njimi delili žalost in veselje, njihove upe in trpljenje, ter jim bomo kazali pot k zveličanju. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost. Danes ti še posebej priporočamo vse pokojne župljane, pokojno sestro Jožefo, brata Jožita in Stanislava. Usmili se tudi vseh rajnih, katerih vero samo ti poznaš, in jih vse obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli in učenci, s svetima bratoma Cirilom in Metodom in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kot nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospod mir, bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden prešenja, ampak recimo se in zdravljeno. Blago
povabljenim na Gospodovo gostijo.
Jezus v nas moli, naj bodo vsi eno, kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bodo tudi oni v nama eno, da bo svet veroval. Molimo. Sveti Bog, naše upanje in naša moč. Zahvaljujemo se ti za nebeško hrano, ki nas druži v eno družino. Naj pomnoži v nas vero, upanje in ljubezen, da bomo v življenju zvesto posnemali naša sveta učitelja Cirila in Metoda, po Kristusu, našem Gospodu. Še nekaj kratkih oznanil. Kot ste verjetno že opazili, naši zvonovi že nekaj dni ne zvonijo, postavlja se tudi ura zvonikov. Gre za eno malo večjo okvaro na elektroniki, ki bo predvidoma odpravljena jutri ali pa v torek. Hvala vsem, ki ste z molitvijo spremljali naše ministrante v času njihovih počitnic na Murterju. Včeraj so se vrnili živi in zdravi, malo zaspani, malo utrujeni, ampak prvi vtisi kažejo na to, da so se vrnili tudi polni lepih doživetij. Pater Egon in naš bogoslovec Janez se danes vračata na Murter, tokrat greste s skupino mladih, ki vam jih tako kot prejšnji teden ministrante tudi priporočamo molitev. Slovenska Karitas začenja z dobrodelno akcijo z naslovom Otroci nas potrebujejo. Akcija je namenjena zbiranju sredstev za nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke v Sloveniji. Samo za predstavo, lani so škofijske in župnijske Karitas s šolskimi potrebščinami pomagale 11.961 socialno ogroženim otrokom po vsej Sloveniji. Letos, si lahko predstavljamo, bodo potrebe enake, verjetno pa zaradi posledice epidemije koronavirusa še večje. Na polici Zatisk je na voljo nekaj položnic, več informacij o tem, kako lahko pomagate, pa najdete tudi na spletni strani Karitas. Godovi v tednu pred nami, jutri goduje Marija Veretin, devica in učenka, v četrtek godujejo kitajski učenci, med katerimi se tudi jezuiti spominjamo naših patrov misionarjev. V petek goduje Amalija, redovnica, v soboto goduje Benedikt, začetnik meništva na Zahodu in zavetnik Evrope, prihodnja nedelja, 15. nedelja med letom. Imamo pa še eno klice. Poročiti se želita ženi Miha Turha, katoliški samski višji komercialist, sin Draga in Štefanije, rojene Fruhbir, rojen 11. marca 1977 v Ljubljani, stanuje na Tkalski 13, župniji Ljubljana Šentvit, in nevesta Tjaša Bučan, katoliška samska diplomirana ekonomistka, hči Marija in Marija rojene Bučan, rojena 7. februarja 1983 v Ljubljani, stanuje na Taborski 7, župnija Ljubljana Šentvit. Mi pa pripravljamo svoje srce za Božji blagoslov. Naj nas spremlja v tednu, ki je pred nami, v tem julijskem poletnem tednu, naj nam pomaga ohranjati oči vedno odprte v Jezusa, naj nam pomaga, da bomo vedno budni, da bomo vedno ohranjali vse to vprašanje, za kom hodim, kdo je moj pastir, koga poslušam, komu postane podoben. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi, vodi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.